Spoštovana dekan in prodekan za prenos znanja, spoštovani finalisti ter vsi ostali prisotni v predavalnici ali preko spleta. Lepo pozdravljeni na razglasitvi zmagovalca natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020. Razvoj javne uprave pomembno vpliva na razvoj države in družbene blaginje. Zato z namenom, da poiščemo dobre in inovativne prakse ter spodbudimo nastajanje inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo, na fakulteti že 5 let organiziramo natečaj za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej. Delo komisije za izbor je bilo zahtevno, saj smo prejeli največje število prijav doslej. V finale se je uvrstilo 5 projektov in danes bomo razglasili zmagovalca. Predtem pa k besedi lepo vabim dekana, profesorja dr. Janeza Stareta. Prosim. Spoštovani udeleženci Dnevov slovenske uprave, spoštovani finalisti natečaja Premik naprej 2020. Na fakulteti za upravo se zavedamo pomena razvoja javne uprave. Marsikdaj je spodbujen s primeri dobrih praks oziroma premiki, ki jih posamezniki, skupine in organi delate v svojih okoljih. Zadnjih nekaj let skupaj z vami poiščemo dobre in uresničljive ideje, ki ne smejo ostati neopažene. Dobre izkušnje in uspehe je vredno in pomembno deliti z drugimi. Uspešen razvoj javne uprave ostaja eden od ključnih prioritet Slovenije. Kot smo slišali danes tudi v nagovoru ministra za javno upravo, pa tudi v okviru okroglih miz, je to do izraza prišlo še posebej letos, ko smo se praktično vsi nepričakovano soočili z novimi izzivi, ki jih je prinesla epidemija. Terjala je številne prilagoditve nastalim razmeram, pri čemer smo tudi danes lahko slišali, da so se organi oziroma organizacije v javni upravi in v javnem sektorju tega lotile zelo resno in svoje storitve prilagodile strankam oziroma jih ponudile v obliki, ki so uporabnikom prijazne, napredne, predvsem pa varne. Enako pomemben vidik razvoja predstavljajo spremembe sicer utečenih ravnanj, spremembe na bolje. Marsikatero obstoječe stanje, pogosto nespremenjeno več let ali celo desetletij, ponuja široke možnosti za spremembe, nadgradnjo in inovacije. Da je možno prvo in drugo, so nam dokazali prav vsi prijavljeni na letošnji natečaj Premik naprej. Gre za odlične rešitve in nadgradnje obstoječih stanj v nove, moderne in uporabniku prijazne storitve in na tak način graditev poti do boljše javne uprave. Vsem skupaj na tem mestu tudi javno čestitam. Na natečaj Premik naprej smo v letošnjem letu prejeli 15 prijav, izmed katerih je strokovna komisija izbrala 5 finalistov. Po mnenju komisije 5 najboljših projektov izboljšav, glede na njihovo aktualnost, inovativnost, učinke in širšo družbeno korist. Za katere izboljšave gre in za katere finaliste, pa prosim kar Polono, da predstavi. Hvala lepa, gospod dekan. Imamo torej 5 finalistov. V nadaljevanju nam bodo eden za drugim vsak v največ 5 minutah predstavili svoje projekte. Sledili si boste po abecednem vrstnem redu imena izboljšave, in sicer prvi projekt. Avtomatizacija prenosa podatkov med zaledno aplikacijo prekrškovnega organa in mobilnimi enotami pri obravnavi in odvozu zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil. Prijavitelj Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana. Drugi projekt. Model osrednjega klicnega centra za obveščanje in ozaveščanje javnosti v času epidemije. Prijavitelj Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Tretji projekt.
Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Prijavitelj Mestna občina Ljubljana. 4. projekt. Unovčevanje turističnih bonov. Prijavitelj Finančna uprava Republike Slovenije. In 5. projekt. V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij. Prijavitelj Geodetska uprava Republike Slovenije. Pa kar izvolite k predstavitvi prvega projekta Farm mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana. Dober dan, želim vsem skupaj tudi s strani Mestnega redarstva Ljubljana. Najprej bi rada opravičila sodelavca, ker je prišlo nekaj vmes in se nista mogla udeležiti tega dogodka. Zakaj ta projekt? Predvsem zaradi hitrejše obravnave problematike odvoza zapuščenega in nepravilno parkiranih vozil, učinkovitost organiziranja dela in pa odpravo administrativnih ovir. Vzroki za pristop k temu projektu so predvsem vse večje število obravnav zapuščenih vozil v Ljubljani, preveč administrativnih ovir, dolgotrajnost postopka, ki je trajal tudi do 3 tedne in pa neurejena statistika. Zato je bil naš cilj, da to vse hitreje speljamo, da uredimo vse tudi online z našim podizvajalcem, ki bi v trenutku, ko mestni redar obravnava vozilo, tudi dobil informacijo, da lahko prevzame vozilo. Zakonsko podlago ima mestno redarstvo za tovrstne postopke predvsem v krovnem predpisu Zakona o občinskem redarstvu, predvsem pa odvoze nepravilno parkiranih vozil in zapuščenih vozil, obravnava Zakon o pravilih cestnega prometa in pa odlok o urejanju prometa. Obenem bi pa rada še izpostavila uredbo o izrabljenih vozilih, ki tretira izrabljeno vozilo kot nevaren odpadek. Sam pristop k projektu je potekal na način, da smo najprej preverili obstoječe stanje in pa nov pristop, kakršnega smo si zamislili. Povezali smo različne podatkovne vire, vzpostavili vso potrebno programsko opremo, definicijo strukture delovanja same aplikacije in pa sledilo je testiranje, nato pa tudi prenos v produkcijo. Če tukaj izpostavim samo primer zapuščenega vozila same obravnave, ta poteka na način, da se lahko telefonsko, po elektronski pošti ali pa celo preko lastne zaznave evidentira prijava. Ta prijava se evidentira v naš zaledni sistem. Iz zalednega sistema pa redar takoj dobi na dlančnik. Dlančnik, to so navadni telefoni, ki imajo aplikacijo naloženo, prijavo in gre takoj lahko na kraj, na teren, pogledati, za katero vozilo je prijava, na katero vozilo se prijava nanaša. Po zakonsko določenem času 3 dneh redar ponovno opravi ogled tega istega vozila na terenu in sicer z namenom, če je lastnik to vozilo že prej umaknil. Če bi ga on umaknil pred 3 dnevi, ne bi dobil globe. V tem primeru pa njemu sledi globa, kar pomeni, da bo izdana njemu druga odredba, to je odredba za odvoz. V zalednem sistemu to označi operater, nato označi tudi v dlančniku redar, ki zadevo obravnava, vse skupaj pa se vidi pri našemu podizvajalcu, ki za nas odvaža vozila na Cesto 2 cesarjev oziroma za to varovan prostor. Sam postopek v primeru nepravilno parkiranega vozila pa poteka še dosti hitreje, in sicer to je v primeru le, ko vozilo ogroža oziroma ovira promet. V tem primeru redar samo zabeleži prijavo, razen če je intervencija dobi od dežurnega operaterja ta podatek, se noter v sistem zabeleži, nato pa se takoj podizvajalcu pošlje informacija, kje se vozilo nahaja, kakšno vozilo je, in ga lahko samo prevzame in odpelje. Sam postopek traja 10 minut, če bi pa prej primerjavo naredili s prejšnjim postopkom, je to trajalo tudi cel dan. Vse to beleži naš dežurni operater tudi v svojem zalednem sistemu.
Tako bom rekla, ta zeleni sistem je zelo pomemben, ker velikokrat se na nas obrnejo kršitelji, češ da so jim avto ukradli. V tem primeru mi takoj vidimo, kaj se z avtom dogaja, kje se avto nahaja v tistem času in dobi klicatelj pač takoj informacijo. Tako recimo poteka postopek prijave in pa postopek vnosa prekrška. Redar ima tak pogled, potem pa vodimo statistiko, ki je lahko v obliki tabele, lahko je v obliki grafa, mimogrede to so realni podatki, vidite, da se trend prijav zelo zvišuje, kar se tiče zapuščenih vozil. Tu pa lahko prikazujemo še po mesecih, letih, dnevih in po celo po urah. Potem je pa še tak grafični prikaz na zemljevidu, kjer se vidi gostota, ki je največ obravnavanih teh primerov. Smo pa pristopili tudi k kampanji z Ekomobilom, d.o.o. in sicer kampanja Očistimo Ljubljano, kjer preden mi sploh ukrepamo, tudi lastnike pozovemo, dajte vozilo v brezplačno razgradnjo. Za koga je ta aplikacija namenjena? Predvsem za večja mestna redarstva, so pa pri nas že upravljali poizvedbe s strani Darsa in policije, ki se te problematike še niso lotili. Hvala lepa. Dober dan, želim, moje ime je Tamara Mavko, prihajam z Urada Vlade za komuniciranje. Rada bi vam pa pokazala našo inovacijo, to je model osrednjega klicnega centra za obveščanje in osveščanje javnosti v času epidemije. Klicni center, ta model je nastal na podlagi resničnega klicnega centra, ki je deloval v času epidemije. V 3 mesecih njegovega delovanja smo prijeli in odgovorili na več kot 50 000 vprašanj, kar pomeni, da bi lahko zaključili, da je vprašanje zastavil vsako 16. gospodinjstvo v Sloveniji. Če si pogledamo, kakšna je bila organiziranost klicnega centra, ta je imela 14 članov podpore, ki vodil jo je Urad Vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in civilno zaščito. Se pravi, tukaj je potekala tako rekoč vsebinska, tehnična, pa tudi psihološka podpora. V klicnem centru je sedelo 35 strokovnjakov, ne ves čas, ampak po potrebi. Vedno je bil pa z nami infektolog, epidemiolog, pa tudi strokovnjaki iz področja konzulare, po potrebi pa še ostali. V vlogi svetovalcev so bili študentje višjih letnikov medicine, kar 66 smo jih imeli na izbiro, zraven so sedeli pa tudi specializanti psihiatrije za kakšne posebne potrebe, kadar so imeli klicatelji kakšno stisko. Klicatelji so bili različni, če jih razdelimo v par skupin, lahko rečemo, da so bili to starši, starejši ljudje, gospodarstveniki, različne kategorije zaposlenih, pa tudi tujci, Slovenci po svetu, skratka zelo bogat nabor klicateljev. Naša značilnost klicnega centra je bila v tem, da je bil interdisciplinaren, se pravi, da so bile na enem mestu centralizirane informacije celotne državne uprave. Na koncu smo jih našteli, kar 21 organov je podalo neko informacijo o klicnem centru. Klicni center je bil izredno fleksibilen, to predvsem zaradi tega, ker smo lahko število študentov, svetovalcev prilagajali glede na število klicev. Prav tako so prihajali v klicni center po potrebi tudi različni strokovnjaki. Bil je dostopen za vse, brezplačna telefonska številka je omogočila klic tudi tistim, ki te možnosti sicer ne bi imeli. Na razpolago je bil 12 ur na dan, tudi sobote in nedelje. Odgovarjali smo v 8 jezikih, skratka pa tudi iz tujine so nas lahko poklicali. Pomenilo je tudi poenoteno obveščanje in ozaveščanje prebivalstva. Bil je tudi učinkovit, ker smo imeli tako močno strokovno podporo v klicnem centru, je bilo na prvem nivoju odgovorjenih kar na 98% vprašanj. Običajno za klicne centre je ta odstotek nekje 70%.
se pravi, ta učinkovitost je bila res močna. Bili smo tudi zelo empatični, malo tudi zaradi dobrega izvora študentov medicine. Zelo so bili dovzetni za stiske ljudi, ki jih ni bilo malo. Najdaljši pogovor je trajal 1,5 ure in kot sem omenila, v klicnem centru so bili tudi specializanti psihiatrije, ki so pomagali najtežjim primerom. Hkrati je bila to tudi zelo bogata informacija klicnega centra, te informacije, ki je pridobil za odločevalce, ki so sprejemali ukrepe. In zdaj, če na kratko povzamem, kje vidimo inovativnost klicnega centra, v centralizaciji kapacitet državne uprave na enem mestu, za tisti del, ki je presegal informacije državne uprave, smo angažirali relevantne strokovnjake, se pravi zdravnike, epidemiologe, z infekcijske klinike, infektologe in pa iz psihiatrične klinike in tudi z angažmajem svetovalcev, študentov, višjih letnikov medicine smo lahko zagotovili ta prisotnost zdravstvenega vidika pri odgovarjanju na vprašanja. Poleg tega so bili pa svetovalci tudi zelo fleksibilni in so bili njihovi urniki prilagodljivi, tako da smo lahko prilagajali glede na število klicev. Zdaj bi vam pa samo za konec povedala, kakšna kompleksnost primerov je bila v klicnem centru. Recimo, klicala nas je mamica, ki se je vračala z otrokom zdravljena iz tujine. Z otrokom sta prišla v organiziranem prevozu, se pravi sama, skrbelo pa ju je, kako bosta prešla prek letališke zgradbe. Z nami je bila profesor Matičič v klicnem centru, se je povezala z reševalno službo in pa z nadzornim stolpom na Brniku in so se dogovorili, da je reševalno vozilo prišlo po otroka na pisto. Potem drug primer. Gospodična se je vračala iz tujine, iz rdečega območja, vedela je, da bo šla v karanteno, potovala pa je skupaj z mačko. In ker je bil z nami predstavnik civilne zaščite in ker je civilna zaščita organizirala bivanje, prestajanje karanteni v hotelu, namreč ta gospodična ni imela pogojev, da bi doma preživljala karanteno, je predstavnik civilne zaščite poskrbel za mačje stranišče. Potem tretji primer je plodnost kasaške kobile, meje so bile zaprte, lastnik kobile je imel že vse dogovorjeno, da je snubec v Italiji in značilno za kobilo je, da je plodna samo tam nekaj ur do enega dne. In ker je bil z nami predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, se je povezal z Ministrstvom za notranje zadeve in so organizirali, da je ta gospod lahko prešel mejo brez karantene, pobral v Italiji seme in danes ta kobila pričakuje aprila naraščaj. Tako da hvala lepa. Lepo pozdravljeni, moje ime je Branka Trčak, prihajam iz oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana. Imela bom samo uvoden nagovor k predstavitvi tega projekta, več pa bo povedala kolegica Mateja Kavčič iz podjetja GDI. Predstavljate si, da imate parcelo, ki jo želite prodati, vendar je ne morete. Zato, ker imate na tej parceli eno rastlino. Te rastline se ne da izkoreniniti, oziroma če se zelo potrudite, jo boste lahko večinoma izkopali, ampak 1 centimeter korenike v tleh pomeni, da lahko rastlina zopet zraste. Ta koreninski sistem v zemlji od te rastline je zelo obsežen in težko ga je res uspešno odstraniti. No, to gre za rastlino tale japonski dresnik, verjetno poznate, posod pa v Ljubljani in tudi posod po Evropi pravzaprav, drugače pa prihaja iz Japonske. In je invazivna tujerodna vrsta. Takih vrst je pri nas veliko in povzročajo škodo, no ta situacija s prodajo zemljišča pri nas po zakonodaji še ni tako stroga, v Angliji pa je to realnost. Torej, poleg gospodarske škode, ki jo povzročajo,
torej, ki jo povzročajo invazivne tuje rodne rastline, imajo zelo negativen vpliv oziroma v prvi vrsti velik negativen vpliv na biodiverziteto, nekatere tudi na zdravje ljudi, recimo ambrozija. V Mestni občini Ljubljana se sistematično z invazivnimi tujerodnimi rastlinami ukvarjamo že približno 10 let. Nekatere, recimo ambrozijo, dosledno odstranjujemo, ker je pač takšen predpis iz lastnih površin, ki so pač v lasti mestne občine. Ostale vrste pa odstranjujemo, koliko nam pač sredstva dopuščajo oziroma je to potrebno zaradi varnosti in zdravja meščanov in meščank. Do sedaj smo odstranjevali rastline bolj ali manj stihijsko oziroma odkoder smo pač imeli naključne informacije. Za to novo platformo, ki jo bo kolegica podrobneje predstavila, smo na terenu skartirali vse površine, popisali, kje te vrste so in sedaj lahko tudi bolj uspešno, pač sistematično se lotimo tega problema. Tako jaz bi pa predala kar besedo kolegici Mateji. Hvala, Branka. Se pravi, že kot je Branka v uvodu povedala, je zahteva po konstantnem monitoringu in odstranjevanju tujerodnih invazivnih rastlin pri nas uzakonjena. In zato je pač Mestna občina Ljubljana soočena s problemom, kako pravočasno v skladu z zakonom in tudi, bom rekla, z omejenimi stroški učinkovito pristopiti k ukrepom za zajeziti širjenje in s tem ohranjati biotsko raznovrstnost, ki je pa tudi pogoj za nas, za našo človeško vrsto, da bo preživela konec koncev. Zakaj digitalizacija? Pred tem projektom se je dogajalo, da je mestna občina vsako leto morala opredeliti, katera rastišča imajo prioriteto, glede na to, kdaj so nazadnje tam bili, koliko je obsežno, in za to zbiranje so potrebovali veliko časa in poleg tega pa so morali pripraviti dokumentacijo za svoje resurse ali pa za zunanje izvajalce, ki je omogočala opredeliti stroškovno, koliko bo odstranjevanje pač stalo. Dodatna kompleksnost je izhajala iz tega, da je obseg Mestne občine Ljubljana kar ogromen, v naravi pa se dogaja marsikaj. In zunanji izvajalci so bili na terenu več kot 12 mesecev, na papir so izpolnjevali, kaj so naredili, kaj niso naredili, vmes so prihajali klici meščanov in se ni vedelo, ali je tam podjetje že bilo in odstranilo in na novo zraslo in tako naprej. Zato je digitalizacija bila nujno potrebna. Uvedla se je enotna platforma, ki je ponuja vmesnik tako za upravo Mestne občine Ljubljane, kot za podjetnike, ki iščejo določene, bom rekla, rastline kot vire za svoje izdelke, za prebivalce, ki želijo biti ozaveščeni in poročati o svojih najdbah, in za strokovnjake, ki pač preučujejo in sproti spremljajo dinamično širjenje posameznih vrst. Fokus te aplikacije v prvi meri je organizacija dela. S tem sistemom smo omogočili, da mestna občina enostavno vidi seznam vseh rastišč na karti ali pa preko tabele, izbira po različnih kriterijah in na posamezen delovni nalog dodaja bodisi področja, bodisi rastlinsko vrsto, bodisi tam, kjer že dolgo časa niso bili. To združi v delovni nalog in potem namesto, da vsako lokacijo posebej pripravlja za zunanje podjetje, se enostavno iz tega sistema ven dobi knjigico s vsemi lokacijami in z opisom posameznega rastišča, ki jo lahko doda naročilu temu podjetju. Izbrano podjetje potem ne dobi lista papirja, ampak mobilno aplikacijo, kjer ima vsa ta rastišča noter, gre na lokacijo, napiše, kaj so naredili, poslika lokacijo in napiše, kaj po ukrepu na tej lokaciji ostalo. Čas vsega tega se je zato na Mestni občini Ljubljana dvakrat skrajšal.
Poleg tega pa so bistveno pridobili na lokaliteti, saj smo tudi za popise, za strokovnjake z fakultete za biologijo, naredili novo aplikacijo, s katero lahko pišejo tiste parametre, ki potem omogočajo spremljati, koliko je na določenem habitatu določena rastlinska vrsta omogočena za hitro širjenje. Zadnja in zelo pomembna točka pa je, da ves ta sistem je postavljen odprto, podatki so na voljo kot odprti podatki o teh rastlinah in si jih vsak lahko vidi in tudi sname, tako strokovnjaki, da jih preučujejo, ali pa podjetja, če jih želijo gospodarsko izkoriščati. Jaz sem s tem zaključila. Hvala za pozornost. Lep pozdrav. Moje ime je pa Stojan Glavač, prihajam pa z finančne uprave. Mi bomo pa predstavili projekt unovčevanja turističnih bonov. Zdaj predstavitev nismo naredili. Zakaj mislite? Zato, ker smo prepričani, da veliko od vas je že unovčilo svoj bon. Statistika kaže, da smo že na številki 800 tisoč prebivalcev Slovenije že unovčilo svoj bon, ostali pa ne pozabi, do konca leta imate še čas. Na tem mestu bi predstavil predvsem malo bolj sistemski vidik, zakaj smatramo, da je bilo unovčevanje turističnih bonov dejansko en velik premik naprej v državni upravi. Prvič, sistem je bil zelo obsežen. Nanaša se na več kot 2 milijona prebivalcev Slovenije, nanaša se na več kot 6 tisoč turističnih ponudnikov in pa celotni znesek turističnih bonov znaša 357 milijonov evrov. Turistične bone doslej v Sloveniji nismo poznali. Zato je bilo pri unovčevanju turističnih bonov zelo težko iskati kakšne izkušnje iz preteklosti. Nismo imeli know-howa, ni bilo modusa operandi. Praktično smo orali ledino na tem področju in iz tega vidika je bila to res neka posebnost. Mogli smo hiteti. Postopek je bilo treba, se pravi postopek implementacije bilo treba speljati zelo hitro. Od uredbe, ki je po domače rečeno postavila pravila igre, pa do tistega dan D, 19.6., ko je šel lahko kdorkoli na recepcijah hotela in unovčil svoj bon, je minilo, ne boste verjeli, 10 dni. 10 dni časa smo imeli, da smo zadevo zimplementirali in pa seveda zinformirali javnost, da so ljudje vedeli, kje lahko unovčijo bon, kako ga lahko unovčijo, ali lahko ga prenesejo na sorodnike in tako naprej, dokdaj ga lahko unovčijo in vse podobno. Skratka, zelo, zelo hitro se je bilo treba obrniti, kar je za državno upravo, to ni mačji kašelj, če se strinjate. Ena zelo velika dodana vrednost je v tem, da so pri postopku unovčevanja bonov oziroma celotni v zadevi sodelovali različni organi državne uprave. Pa ne samo to, da so bili različni, sodelovali so organi državne uprave, ki niso v hierarhičnem odnosu, recimo Ministrstvo za gospodarstvo, AJPES, Tržni inšpektorat in pa finančna uprava. Finančna uprava je organ v sestavi enega druga ministrstva, Ministrstva za finance. Kljub temu, da ni bilo tega hierarhičnega odnosa, po sami definiciji je bilo sodelovanje odlično, zelo plodno, brez komunikacijskih šumov in brez kakršnihkoli težav. Za implementacijo unovčevanja turističnih bonov je skrbel oziroma še vedno skrbi FURS. Vsi pa vemo, s čim se FURS sicer primarno ukvarja. Ukvarja se s pobiranjem davkov, prispevkov, trošarin, carin in drugih dajatev. S turizmom se do zdaj nismo ukvarjali, še celo več, celo turističnih taks nismo doslej pobirali. Tako da to je bilo kar velik zalogaj, ta preskok nekje iz davkov in drugih zadev na turizem. In tudi naši uslužbenci, a veste, informiranje javnosti, treba je bilo zinformirati, kot smo rekli, 6 tisoč ponudnikov turističnih storitev in pa več kot 2 milijona prebivalcev Slovenije. Kdo je informiral javnost? Uslužbenci finančne uprave. Tudi klicni center je bil vzpostavljen na finančni upravi. Sestavljali so ga uslužbenci finančne uprave. Se pravi, tudi tisti državni uradniki, ki so še včeraj informirali javnost o poteku davčne izvršbe, o obročnem plačevanju davkov,
Potem so se mogli pa nekje v 10 dneh preleviti v strokovnjake z področja turizma, če mogoče malo karikiram. Tukaj smo zelo veliko delo morali vložiti v to, da smo informirali notranjo javnost. Premalo je bilo, da smo imeli na FURS-u 3-4 strokovnjakinje z področja unovčevanja turističnih bonov, treba je bilo to znanje prenesti navzdol, na čim širši krog naših uslužbencev, ki so potem širili znanje zunanje javnosti. Klicni center je bil vzpostavljen, kot rečeno, z našimi uslužbenci in je deloval vse dni, tudi čez vikende, se pravi v sobotah in nedeljah. Kar se mi zdi zelo pomembno je, da smo uvedli ta postopek unovčevanja turističnih bonov brez birokratskih ovir. To so nam priznali mnogi, zunanja javnost pa temu nas je zelo pozdravila. Kaj to pomeni brez birokratskih ovir? Kljub temu, da se nam je zelo mudilo, smo sistem postavili tako, da vse, kar ste mogli storiti za unovčitev turističnega bona je, da ste šli na recepcijo hotela, pokazali identifikacijski dokument, recimo osebno izkaznico in potem podpisali nek obrazec, ki vam ga je receptor izpolnil najverjetneje. Sicer sta še 2 obrazca v primeru prenosa bonov, ampak zadeva je potekala praktično brez kakršnihkoli dodatnih dokazovanj. Zdaj pa kaj je pa tisto za konec, kar sem pripravil? Kaj je tisti dodani vrednost, da smo v tako kratkem času, tako kompleksen sistem speljali, še enkrat poudarim, v 10 dneh, da tako lepo teče? Zato, ker smo uspeli uporabiti sisteme, ki so bili že prej prisotni v sami družbi oziroma v organizacijah. Uporabili smo recimo e-davke. E-davke že od leta 2003 uporabljamo za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Turistični ponudniki so jih navajeni in če bi postavljali popolnoma nov sistem, bil prvič drag, zakompliciran, dolgotrajno testiranje, prihajali bi do napak, zato smo se nekako zelo dobro znajdli in uporabili obstoječe e-davke in jih prilagodili za uporabo nekega čist drugega področja, kot so davki, to je unovčevanje turističnih bonov. Tudi evidence, zato da smo prihranili dokazovanje potrošnikov, da ni bilo potreba na recepciji dokazovati razen dokazila, da je to on, da je v takšnem pa takšnem sorodstvenem razmerju in tako naprej, smo povezali že obstoječe evidence, ki so že prisotne. Pa ne samo naše evidence, različnih organov, register davčnih zavezancev, register nastanitvenih obratov, potem e-turizem. To so razne evidence, ki so pristojnosti AJPES-a, FURS-a in tako dalje. Ni bil mačji kašelj, veliko naporov smo vložili, da smo vse te evidence vzpostavili, posledica tega pa je, da je praktično prišel potrošnik z osebno izkaznico na recepcijo in je bila zadeva urejena. Zdaj pa za na konec samo še en stavek, da naredim rezime tega, kar je povedanega. Skratka, finančna uprava še vedno do konca leta bo izvajala sistem unovčevanja turističnih bonov, ki je prvič nov, v preteklosti ga nismo poznali, je zelo obsežen, kot rečeno, nanaša se na več kot 2 milijona prebivalcev Slovenije. Morali smo hiteti, praktično v 10 dneh od sprejetja uredbe, pa še naše področje delovanja ni. Ampak kljub vsemu smo uspeli zadevo speljati perfektno, brez kakršnihkoli težav. Hvala. Spoštovani gospod dekan, cenjeni udeleženci posveta v dvorani in pred malimi zasloni. Dovolite mi, da v nekaj minutah predstavim še projekt, ki smo mu nadeli ime v eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij. Sem generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je vodila ta projekt. Geodetska uprava v takšni pa drugačni organizacijski obliki že več kot 200 let zbira geodetske podatke ali pa prostorske podatke. Seveda že cesar je želel vedeti, koliko se lahko davka pobere. Zadnjih 25 let je ta nabor podatkov, s katerimi upravljamo, prerastel vsa možna pričakovanja. Mogoče smo najbolj poznani po zemljiškem katastru in katastru stavb, ampak v današnjem času upravljamo tudi z topografskimi zbirkami, zbirkami aeroposnetkov, zbirkami digitalnega ortofota, registrom prostorskih enot in podobno. In v zadnjih 25 letih se je pojavila seveda tudi potreba, da je potrebno od
papirja preiti v digitalno poslovanje. In to smo uspešno storili že v preteklosti, vendar je situacija oziroma dejansko stanje pokazalo, da če ne bomo digitalno opismenili tudi naših procesov, potem ne bomo kos izzivom sodobne družbe. Zato smo pred nekaj leti v tej finančni perspektivi začeli izvajati program projektov e-prostor, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za regionalni razvoj. In v tem programu projektov smo vse te množice podatkov želeli medsebojno povezati, narediti interoperabilne in jih ponuditi uporabnikom v sodobni obliki storitev, spletnih storitev in pa s tem pospešiti in povečati učinkovitost urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Slogan projektu je bil En prostor za vse. V tem projektu je bilo, programu projektu je bilo izvedenih vrsto projektov, vključeno je bilo ožje ministrstvo, Direktorat za prostor, ki se ukvarja s postopki graditve in pa, kot rečeno, Geodetska uprava Republike Slovenije. Govoril bom o prostorskih informacijah, kar je skupno ime za vse informacije, ki nosijo lokacijo oziroma so vezane na neko lokacijo v prostoru. In kot je poznano, so podatki danes nafta tega tisočletja, kot radi rečemo, in ravno ti podatki so gonilo sodobnih pristopov ne samo v okviru državne uprave, ampak tudi gospodarstva in predvsem pri državljanih. Zato je bilo naše delo usmerjeno v izboljšanje kakovosti teh podatkov, v spremembo informacijskih sistemov, v katerih se ti podatki vodijo, in v zagotavljanje, prej sem omenil, medopravilnosti, to pomeni določanje enoličnih identifikatorjev, urejanje zbirk podatkov na način, ki omogoča uporabo v spletnih storitvah. Zdaj ne bi šel v podrobnosti, ker nimam časa za opis tako kompleksnega programa projektov. Ključno, kar bi želel izpostaviti, je, da smo v tem času uvedli tudi nov koordinatni sistem. Koordinatni sistem v preteklosti je bil Gauss-Krügerjev koordinatni sistem. V izteku lanskega leta pa smo v vseh evidencah, za katere vodi in skrbi Geodetska uprava, kot tudi v vseh drugih prostorskih podatkovnih zbirkah uvedli tako imenovan evropski ali D96 koordinatni sistem, ker je eden od predpogojev, da lahko vse te množice prostorskih podatkov medsebojno povezujemo in jih uporabljamo, kot sem že dejal, v spletnih servisih oziroma spletnih storitvah. Seveda, poleg tega, da smo s tem omogočili elektronsko poslovanje v okviru in med organi državne uprave oziroma tudi javne uprave, smo vse naše delo, pa veliko našega dela usmerili tudi k uporabnikom izven sistema javne uprave, torej k državljanom in gospodarstvu, kajti znano je, da v primeru, ko so uporabnikom na voljo hitro dostopni, brez omejitev in kakovostni prostorski podatki, lahko na tej osnovi gradijo svoje dodane vrednosti v različnih aplikativnih rešitvah. Nekaj je bilo celo danes že omenjenih rešitev, ki uporabljajo lokacijo, ki se navezujejo na lokacijo v prostoru, in zato smo v tem programu projektov delno izpolnili tudi obveznosti, ki nam jih nalaga Evropska komisija, namreč Evropska direktiva Inspire zahteva, da vse članice Evropske unije med seboj povežejo podatkovne zbirke na enovit način in omogočijo njihovo ponovno uporabo in omogočijo njihovo sočasno ali souporabo. Proces digitalizacije na področju upravljanja s prostorskimi podatki je seveda močno pod vplivom vseh sodobnih tehnologij, ki trkajo na naša vrata, od umetne inteligence, od povezanih tako imenovanih linked data in še bi lahko naštevali, do rudarjenja po velikih zbirkah podatkov, ampak da ne zaidemo v podrobnosti, bi lahko rekli, da je bil
storjen tako imenovan miselni preskok v okviru tega projekta, saj smo od nekoč ustaljenih procesov upravljanja z zbirkami podatkov in pa v končni fazi tudi samimi evidencami, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, prešli ne samo iz papirja v digitalno obliko, ampak tudi iz, rad pošalim pa rečem, iz kvadratnega metra v evro, namreč do nedavno smo vodili površine zemljišč, zdaj v zadnjih nekaj letih smo jim dodali tudi tako imenovano posplošeno tržno vrednost. In konkretno pa imajo ti podatki seveda lahko dodano vrednost samo v primeru, če ne samo, da jih digitaliziramo, ampak da jih tudi damo v uporabo v posameznih upravnih in drugih poslovnih procesih, da so verodostojni in da jih uporabnik lahko na njih zgradi rešitve, ki prinašajo dodano vrednost. Zdaj, o učinkih tovrstnih postopkov je lahko veliko povedati, ampak že en enostaven primer, ko smo delali izračun, če na naših 42 lokacijah pripravljamo podatke za 140 geodetskih podjetij, če samo delno na vsaki lokaciji en človek se ukvarja s tem, lahko na letni ravni po konzervativni oceni prihranimo 20 človek let, če to delamo avtomatsko, torej da si predstavnik geodetskega podjetja iz zbirke podatkov prevzame arhivske elaborate, namreč v okviru tega projekta je bilo poskeniranih tudi nekaj milijonov elaboratov iz arhivskih dokumentov Geodetske uprave, danes razpolagamo z 11, skoraj 12 milijoni skenogramov dokumentov, ki so nastajali v vseh teh letih do danes. Torej, učinki so zelo oprijemljivi, hitro izračunljivi, tudi pri recimo dostopu do podatkov, če lahko parafraziramo, da na vsaki upravni enoti, na vsaki občini vsak dan nekdo išče evidenco podatkov o nepremičninah, o katastru in druge prostorske podatke, če samo nekaj minut na dan pomnožimo z številko 260-270 lokacij, je to že hitro dokazan učinek na letni ravni, ki se giblje tam proti 600-700 tisoč, če samo gledamo strošek dela. Povedati pa je potrebno, da tukaj ni zgolj kratkoročni učinek, ampak da je največji doprinos, ki ga mi vidimo pri upravljanju s temi podatki, usmerjen v dodano vrednost, skratka gospodarstvo, tudi drugi subjekti lahko vse evidence, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in tudi drugi resori, ki se ukvarjajo s prostorskimi podatki, na primer Direktorat za prostor, ki je pristojen za prostorsko načrtovanje, lahko do njih dostopajo ali pa bodo po zaključku celotnega projekta dostopali v elektronski obliki, kar pomeni, da bo možno vzpostaviti dodano vrednost nad spletnimi storitvami, ki so danes postale del našega vsakdana oziroma naše realnosti. Naj zaključim z mislijo, da smo v omenjenem projektu prispevali ali pa menimo, da smo naredili ta miselni preskok od evidenčničarske službe proti upravljavcu zbirk. Seveda nismo s tem zadovoljni, istočasno nastaja tudi ustrezna spreminja tudi ustrezna pravna podlaga, ki bo poenotila pa posplošila določene procese, ker smo soočeni z uporabo novih tehnologij, hkrati pa moramo skrbeti tudi za upravni in pravni status vseh teh zapisov v naših evidencah. Istočasno pa je tu še en vidik, in sicer vidik sodelavcev, zaposlenih v okviru Geodetske uprave in ministrstva, namreč to je bil tudi učni proces za vse nas, morali smo preiti v razmišljanje, kot ga naša naslednja generacija, ki rečemo, da je že po naravi digitalna, že danes razume, mi pa malce starejši pa smo se s tem soočili v okviru projekta in smo bili prisiljeni tudi izvesti usposabljanja in bodo tudi v bodoče morala še potekati. Toliko bi zelo na hitro o tem, kar smo izvajali v okviru tega projekta. Hvala.
Hvala lepa za vaše predstavitve. Zdaj pa lepo vabim dekana, dr. Janeza Stareta in prodekana za prenos znanja, dr. Jerneja Bozetija, da vam podelita plakete in razglasita zmagovalca natečaja Premik naprej 2020. Podelitev bo iz razumljivih razlogov potekala brez rokovanja. Finaliste pa prosim, da pristopite po tej strani, se pravi po vaši desni strani. Izvolite. Hvala. Spoštovani finalisti, spoštovani udeleženci, včasih štejem, da lahko kot dekan Fakultete za upravo podelim priznanje za zmago na natečaju Premik naprej 2020. Predno pa razglasimo zmagovalca, naj pojasnim še način ocenjevanja predstavljenih izboljšav. Strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov iz različnih področij javne uprave, je pri presoji upoštevala aktualnost predstavljenega premika, njegovo inovativnost, učinke in širšo družbeno korist. Tudi sam sem bil član natečajne strokovne komisije, zato lahko le potrdim, da so finalisti v prijavah izkazali vse omenjene vidike. Člani strokovne komisije, ki je pregledala prijave in izbrala zmagovalca, so povedali, da je pri zmagovalcu potrebno posebej izpostaviti zlasti dva vidika premika, po katerih je komisija soglasno sprejela odločitev zmagovalcev. Prvi vidik premika je nedvomno aktualnost obravnavanega problema in njena širša družbena korist, drugi vidik premika pa je učinek uporabe izboljšave. Tako sledi razglasitev zmagovalca natečaja Premik naprej 2020, ki bo potekla na način, da bomo najprej podelili priznanja finalistom, na koncu pa razglasili zmagovalca. Priznanje za uvrstitev v finale na natečaju Premik naprej 2020 prejme Mestna občina Ljubljana za projekt Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Priznanje za uvrstitev v finale na natečaju Premik naprej 2020 prejme Mestna občina Ljubljana za projekt Avtomatizacija prenosa podatkov med zaledno aplikacijo prekrškovnega organa in mobilnimi enotami pri obravnavi in odvozu zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil. Za uvrstitev v finale prejme priznanje tudi Geodetska uprava Republike Slovenije za projekt v eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij. In še zadnje priznanje za uvrstitev v finale prejme ga Finančna uprava Republike Slovenije za projekt unovčevanja turističnih bonov. In priznanje za najizboljšavo v javni upravi na natečaju Premik naprej 2020 prejme Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za projekt Model osrednjega klicnega centra za obveščanje javnosti v času epidemije.
Iskrene čestitke pa bi povabil predstavnika zmagovalca mogoče za besedo, dve čisto na kratko, če lahko. Hvala lepa, hvala tudi za priznanje. Vsekakor smo na Uradu Vlade za komuniciranje zelo veseli tega priznanja v času, ne samo zaradi dela, ki smo ga opravili, ki ga je naša ekipa opravila, ampak predvsem zaradi dejstva, kako pomembno je ozaveščati in kako pomembno je pravzaprav, da se celotna državna uprava je sposobna reorganizirati v trenutku, ko nastopijo tako krizne razmere, kot so nastopile v času razglasitve epidemije. Tukaj moramo, kot ste videli, kako širok nabor deležnikov je bil pri organizaciji klicnega centra, da smo pravzaprav lahko pomagali več kot 50.000 državljanom, ki so se tako ali drugače znašli v stiski. To je en vidik, ki je zelo pomemben, drug vidik pa seveda to priznanje še dodatno omogoča naše promocijske aktivnosti pri ozaveščanju in ravnanju, varnem ravnanju v času COVID-19. Torej, da še enkrat izpostavim tudi tukaj, kar se je pravzaprav skozi celoten klicni center izpostavljalo kot najpomembnejše, nosimo maske, držimo se varnih razdalj, razkuževanje in kot četrta, naložimo si aplikacijo. Naj bo to morda tudi to sporočilo za naprej. Hvala lepa. Tako, spoštovani udeleženci, možnosti za izboljšave v javni upravi je prav gotovo veliko, izzivov še toliko več. Naj bo tudi letošnji premik naprej spodbuda k ustvarjanju in razvoju inovativnih premikov v javni upravi. S tem izrekam pobudo in povabilo k iskanju rešitev, ki bodo naredile našo upravo še boljšo, ter njihovi predstavitvi širši javnosti. Seveda tudi na prihodnjem natečaju Premik naprej 2021, na katerega ste pa že zdaj povabljeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu čestitke zmagovalcu in vsem finalistom. Hvala za sodelovanje in za pozornost. Ob tej priložnosti vabimo predstavnika zmagovalca tudi na fotografiranje pred našo fotosteno, ki pa je v drugem nadstropju, seveda z maskami in razdaljo. V nadaljevanju pa sedaj sledi zaključek dnevov slovenske uprave s strani predsednika programskega odbora, dr. Bruna Nikoliča. Mi pa seveda sedaj zaključujemo. Hvala.